Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Kranjskogorski žičničarji so pripravljeni na počitnikarje in njihove družine, ki bodo proste dni preživeli v Zgornjesavski dolini. Snega je še dovolj, žičniške naprave obratujejo. Od našega zadnjega srečanja je novost ta, da se je zima vendarle odločila, da bo v Kranjsko Goro prišla v popolni beli obleki. Kar je čudovito, počitnice so seveda za ovinkom. V sklopu zimskih počitnic smo predvsem v Veliki dolini pripravili bogat animacijski program za naše najmlajše smučarje. Na ta način bodo seveda uživali v igri na snegu. Animacijski program pa poteka pod okriljem dveh agencij, in sicer pa Gon športa in pa Kofler športa. Več informacij tudi na naši internetni strani. Z naslednjim tednom torej začenjamo z zimskimi počitnicami. Ko pa se te zaključijo, smo za vas pripravili številne ugodnosti. Prve se začnejo že s pustnim vikendom. Pustno soboto so dobrodošle vse maškare. Najhitrejših 100 maškar, ki bodo kupile vozovnico, pa se lahko posladkajo v Bedenčevem domu, in sicer s pustnim krofom. Nato sledi pustni veleslalom, in sicer v okviru nočne smuke, ta bo na pustni torek. 8. marca pridejo na račun vse dame, seveda skupaj s partnerji. Ukolikor jih partnerji pripeljete na naše smučišče, bodo dame smučale s 50% popustom. Nismo pozabili niti na mučenike, tudi za te imamo pripravljeno posebno ponudbo. Na koncu naj izpostavim mogoče še Grubin memorial. Ta bo potekal 8. marca in pa seveda špica sezone, Pokal Vitrant. Če kupite dnevno vozovnico, si lahko tekmo ogledate zastonj. Ne nazadnje pa Pokal Vitrant ne zaključuje tekmovanja v celoti. V ponedeljek in torek sledita tudi tekmi Evropskega pokala. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je bilo v petek predavanje Ženske so drugačne in moški tudi. V sklopu razstave Korajža je ženskega spola je bila gostja alpinistka Lidija Honzak. V 80-ih so alpinistke pričele plezati v ženskih navezah in organizirati prve ženske alpinistične odprave. Lidija Honzak, takrat vrhunska alpinistka, je bila ena od njih. Skozi zgodbe, zabavne, nekatere tudi tragične, so obiskovalci v muzeju izvedeli, kako so razmišljale in čutile, ter kako so se umeščale v večinoma moško aktivnost, alpinizem. Moje predavanje se pravzaprav majčkeno navezuje na to razstavo Korajža ženskega spola. Jaz sem pa poimenovala predavanje Ženske so drugačne in moški tudi, tako malo provokativno. Bom pa skozi ene zgodbe prikazala 80. leta, ko so se ženske nekako začele organizirati v prve odprave. Tukaj je bila prva ženska alpinistična odprava na pik komunizma, pa pol himalajska odprava. Zatem so pa res tudi odlične ženske naveze nastajale in tudi odlične posameznice. Tako da to bo en tak, bi rekla, sklop tega dogajanja v 80-ih. Smo se pa morale ženske tudi kar zelo znajdeti, tako da če smo hoteli iti plezati, smo si mogli tudi delno same denar zaslužiti. Tako da smo prišli na idejo, da bi šivale take alpinistične jakne, tako smo od Heli Hansna smo kroj skopirale in začele šivati jakne iz materijala, ki je bil drugač za prekrivanje postelj. In tako smo opremile celo odpravo na Jalungkang, jakne, hlače. Bilo je zelo zabavno, ko smo prišli mire vzeti na planinsko društvo, so se vsi malo takole napihovali, da bi imeli čim boljši obseg in gledali, kakšne mire imajo pa drugi. V Mojstrani so se ta konec tedna vrnili tudi v poletje. Pripravili so namreč koncert klape Zvonimir iz Baške na Krku. V moj korak mali, v moj korak mali. Silvino per kraj staro kovina, napijem se domačega vina. Pri Turističnem društvu Dol in Mojstrana smo zelo veseli, da nas je spet obiskala klapa Zvonimir iz Baške, letos že tretjič. Mislim, da so bili obiskovalci s koncertom zadovoljni in upam, da bomo lahko to še kdaj ponovili, tako da po zimi dobimo še malo poletnega pridiha v Mojstrano.
Sin tvoj na božino, utihni stoplovi, ne budi me mati. Člani in članice prostovoljnega gasilskega društva Mojstrana so se včeraj zbrali na rednem letnem občnem zboru. Pregledali so delo iz preteklega leta in začrtali tudi cilje za letos. V preteklem letu smo imeli 15 intervencij in 4 dežurstva, od raznih požarov, prometnih nesreč, črpanja vode, odstranjevanja podrtih dreves, do zahtevnejših posredovanj, kot je bilo posredovanje na Belci v jeseni. Opažam, da iz leta v leto število intervencij narašča, njihovo posredovanje pa je vedno bolj zahtevno. V društvu čez celo leto delujejo prav vse desetine, od najmlajših do najstarejših. Udeležujejo se raznih vaj, tekmovanj, delovnih akcij in izobraževanj. Tu bi pohvalil ekipo starejših gasilk, ki so se udeležile državnega tekmovanja za memorial Matevža Haceta in dosegli dobro mesto, odlično mesto. Sodelovali smo na raznih akcijah pri umirjanju prometa v Dolino Vrat, izvajali redarstvo pri prenosu Aljaževega stolpa in povratku nazaj na vrh Triglava, pobirali kamenje na vlečnici Mojstrani, pomagali pri sanaciji po poplavah na Belci, ter še mnogo kaj bi lahko naštel. Tako so člani društva v preteklem letu upravili preko 6700 ur prostovoljnega dela, za kar bi se jim zahvalil. Poligon v Podkorenu bo 9. in 10. marca gostil najboljše alpske smučarje sveta. Organizatorji, člani Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora, so že začeli pripravljati teren, da bo zdržal do velikega tekmovanja. V petek so imeli ogled proge. Danes smo 15. februar, se pravi nas šlo še dobre 14 dni, 3 tedne do tekmovanja. Delamo po načrtu, se pravi 3/4 proge smo že pripravili, je v odličnem stanju. To so bili pripravi že za svetovno prvenstvo invalidov, od Ruča do cilja. Ta del, to je rezervni štart veleslaloma za svetovni pokal, imamo praktično narejen, nimamo pa še narejene zgornje strmine, čakamo na ugodne temperature, da bo pod minus. Danes smo pravkar odpovedali akcijo, ker je inverzija je plus 7 stopinj gor in se bojim, da bi več škode naredili, če bi šli polivati, kakor pa če nič ne naredimo. Tako da čakamo mrzle dni zale, da še zgornjo strmino na balk ne polijemo. Potem je pa praktično proga, tista baza pripravljena, potem so pa še, bom rekel, naprej, kako se bo z vremenem dogajalo, da pripravimo progo za 4-dnevni program, se pravi pokal Vitranc in pa finale Evropskega pokala. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. V četrtek bo seja Bohinjskega občinskega sveta. V drugi obravnavi bodo govorili o občinskem proračunu za letos. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. V sredo ob 19:30 bo v knjižnici v Kranjski Gori pogovor o knjigi Duh česa z Miho Šaleharjem. Delavnica z Mojco za otroke in starše bo v petek ob 17. potekala v knjižnici v Kranjski Gori. Predstava za vsako priložnost z Ladom Bizovičarjem bo v dvorani Vitranc v Kranjski Gori na ogled v soboto ob 20. Redni občni zbor prostovoljnega gasilskega društva Gozd Martuljek bo v petek ob 19. v dvorani gasilskega doma v Gozdu Martuljku. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Imajte se kar se da lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!